военный корабль. Остров Вильный, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Вильный остров, я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй! Pozdravljeni! Pred kratkim je gledalec izrazil željo, da naredim video o vojni v Ukrajini, natančneje o Azovem bataljonu, ki pa je sedaj zaradi vojne postal že regiment. Toda kdo so ukrajinski borci, ki jim veliko ljudi pravijo tudi novodobni nacisti? Vojaki imajo sicer res na svojih čeladah veliko keltskih simbolov, ki so jih uporabljali nacisti, predvsem Hitlerjeva elitna vojska Die Waffen-SS. Opazimo pa lahko tudi iztegnjene desnice, ki pa pomenijo Sieg Heil oziroma pozdrav zmagi. Toda za začetek si pogledamo tale nemški tank. Na njemu lahko opazimo zelo zanimiv simbol. To je Wolfsangel, simbol, ki je pripadal nemški tankovski diviziji Die Waffen-SS Das Reich. Tudi simbol je danes spet v uporabi, natančneje ga uporablja ukrajinska paravojaška enota, znana tudi kot Azov bataljon. Toda med drugo svetovno vojno je veliko Ukrajincev sodelovalo z nemškimi enotami. Veliko Ukrajincev je celo postalo del SS divizij. Preko 100.000 Ukrajincev je postalo del nemške vojske in preko 5.000 jih je postalo del Die Waffen-SS. Prav zaradi te preteklosti so borci Azovega bataljona prevzeli simbole vodje SS Heinrich Himmlerja. Tudi zaradi te simbolike veliko ljudi iz Zahoda Azove borce gleda bolj po strani. Azovi borci so danes del ukrajinskih sil, ki se borijo proti ruski invaziji. Zato si sedaj pogledamo zgodovino Azovega bataljona. Azov bataljon je bil ustanovljen maja 2014 in izhaja iz nekdanjih nogometnih navijačev kluba Metalist Harkov. To so bili ogromni fanatiki, ki so že v času miru širili nacionalizem in nasilje. Kasneje pa so postali poznani tudi kot sekta 82. Azov bataljon ima celo veliko skupnega za vojno v nekdanji Jugoslaviji. Tudi takrat se je oblikovala paravojaška skupina nogometnih navijačev pod vodstvom Arkana. Skupina si je dala ime Arkanove delije oziroma Arkanovi tigrovi. Po letu 2014 je bilo v Ukrajini veliko nemirov in raznih protestov, kot recimo Majdanska revolucija oziroma revolucija dostojanstva. Ti nemiri so se pojavili po ruski zasedbi Krima. Nemiri so bili zelo nasilni, razni spopadi med podporniki Rusije in Ukrajine. Sekta 82 je izkoristila te razmere in je vdrla v upravno stavbo v Krakovem in je ustanovila obrambno oboroženo skupino. Potem, ko se je začela vojna v Donbasu med ruskimi in ukrajinskimi separatisti 6. aprila 2014, so Ukrajinci utrpeli res ogromne izgube zaradi ruskih separatistov, ki pa jih je oskrbovala Rusija. Zaradi tega so mnogi Ukrajinci ustanovili mnoge paravojaške bataljone. Veliko teh skupin je bilo povezanih z raznimi ideologijami. Kasneje so mnoge te enote postale nekakšne lokalne milice, ki pa so sodelovale z policijo. Najbolj prepoznavna in ekstremna pa je postala skupina Azov bataljon s strani sekte 82. Azov bataljon je prav zaradi svoje skrajnosti privabil mnoge skrajne desničarje v Ukrajini, kot recimo Ukrajinska patriotska stranka, ki zelo podpira neonacizem in ukrajinski nacionalizem. Tudi oni imajo v svoji zastavi Wolfsangel. Temu simbolu se lahko tudi reče volčja kljuka, ki pa so ga uporabljali že v srednjem veku, natančneje v Nemčiji in Franciji. Wolfsangel je postal zelo pomemben kot simbol, ki izraža svobodo in proti zatiranju se strani sovražnika. Vendar so simbol uporabljali tudi nacisti v svojih SS vojaških skupinah. V Ukrajini je Azov bataljon vstopil v prvo bitko že leta 2014, v bitki za Mariupol. Borili so se proti ruskim separatistom. Borili pa so se vse do leta 2015, ko je potekala druga bitka za Mariupol.
Takrat je tudi nastala zelo znana slika, kako pozirajo za jurišnimi puškami Kalašnik, pri sebi imajo 3 zastave. Na skrajni desni lahko vidimo svastiko oziroma zastavo Hitlerjeve mladine, v sredino zastavo Azova in na levi NATO zastavo. Opažamo pa lahko tudi iztegnjene desnice. Danes je Azov bataljon del ukrajinske vojske za posebne naloge. Prejemajo tudi enako plačo kot ukrajinska vojska. Danes je Azov bolj poznan kot regiment, ki je sodeloval pri bitki za Mariupol. Najbolj poznana pa je bitka za Azovstal, ena največjih evropskih jeklarn, kjer se je Azov bataljon v njej bojeval proti Rusom. Predsednik Ukrajine Zelenski je Azovemu bataljonu podelil največje vojaško priznanje. Dobili so ga 19. marca 2022. Kot sem že povedal, veliko ljudi Azov bataljon gleda zelo postrani zaradi njegovih simbolov, kot je črno sonce v ozadju in Wolfsangel, svastike in simboli Hitlerjevih elitnih enot Die Waffen SS. Ti simboli so celo zmotili Putina, ki je v izgovoru za posebno vojaško operacijo v Ukrajini dejal, da bo Ukrajino očistil nacistov. Pomen enote so v zrak dvignili mediji, tako ruski kot zahodni. Azov bataljon, ki je sedaj že regiment, šteje med 900 in 2500 članov. Znak v ozadju se imenuje črno sonce, to je arijsko sonce, ki ga uporabljal Himmler. Namen tega sonca je predvsem satanističen. Nacisti pod vodstvom Himmlerja naj bi zraven tega sonca, ki so ga ugradili v Himmlerjev grad, izvajali čudne obrede. Azov bataljon se sicer zagovarja, da Wolfsangel pri njih pomeni zgolj združen ukrajinski narod in ne neonacizem. Poleg tega pa so pred kratkim iz svojega logotipa tudi izbrisali črno sonce. Pa vendar je Azov bataljon še vedno ekstremističen. Obstaja slika, kako so križali ruskega separatista in kako se sedaj v letu 2022 borijo proti Čečenom tako, da metke namakajo v svinjsko maščobo, s katerimi kasneje streljajo na čečenske muslimane, ki pa se borijo na strani Rusije. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.